Jezikanje. Vsak ponedeljek ob 8. In danes seveda je ponedeljek, dobro jutro, cenjene jezikavke in jezikavci. Uvodni del oddaje danes z Ajdo. Dobro jutro, Ajda, izkoriščava za povabilo. Ja, dobro jutro. Danes, 13. oktobra, se bo v ljubljanski Cukrarni na 4. audiofestivalu Radia Slovenija zvrstilo več kot 100 nastopajočih. Celoten program in brezplačne vstopnice najdete na spletni strani audiofestival.si. Midva bova pa še posebej izpostavila in povabila na jezikovno debato. Voditeljica Darja Pograjc in lektorica Saša Grčman bosta razpravljali o aktualnih govornih dilemah in modnih zdrsih. Modnih v smislu, da so pač aktualni, ne? Še preveč, ob 14. Ja, nekje blizu bova tudi midva. Če naju zagledate, pridite pozdraviti. V prihodnjih minutah pa se z tega enega od odrov audiofestivala selimo v zaodrje, in sicer Mestnega gledališča ljubljanskega. Ja, prejšnji teden sva jezikala v kampanji V Easy prevedeno, V Easy zgrešeno, ki opozarja, da prevajanje in tolmačenje nista tako v easy, kot bi ju, oziroma da bi ju zaupali umetni inteligenci. S to kampanjo so prevajalci in tolmači začeli mesec jezikovnih poklicev, ki ga bova midva počastila z mini jezikavsko serijo Poklicni jezikavci, v kateri bova predstavila nekaj zanimivih z jezikom povezanih poklicev oziroma ljudi, ki te poklice opravljajo. In prva je na vrsti Neva. Jaz sem Neva Mauser-Lenarčič, šepetalka v Mestnem gledališču ljubljanskem. Že dolga leta, sicer že v penzionu, ampak so me nazaj poklicali, ker so pač bolezni. In vi ste se z veseljem odzvali, nimate dovolj? Ne, ker se mi zdi, da sem bila samo na daljšem dopustu. No, v MGL je prišla že takoj po gimnaziji in najprej pomagala v garderobi. Ko pa je ena od šepetavk zbolela, je vskočila in to delo vzljubila. Ardel ali Marjetica, to je bila prva predstava, leta 65. Ja, priuči se, ne, od začetka se mogoče, saj mene so igralci, govorim jih že več dni, sekirali, ne, zdaj ja, zdaj ne, zdaj bolj na glas, zdaj bolj potih, zdaj tako da pač jaz imam še ta staro šolo, ne. Zdaj so igralci, moram reči, tako zelo uvidevni, da ne sekirajo. Ja, gospa Neva ima zelo močen glas. Delo šepetavke se začne kako? Ja, s prvo spoznavno vajo, tako kot igralci dobijo tudi šepetavke in šepetavci knjigo s tekstom. Potem pa sledi prvo branje skupno, mislim, mi spremljamo kot šepetalc, ne. Včasih so rekli sufler. In potem se pa tekst črta ali dopisuje ali spreminja. Potem gremo pa na oder in je prva vaja, ki se ji reče aranžirka, kjer nekateri že znajo tekst, nekateri ne, tam pa nastopimo me in ponavljajo za nami lepo. Takrat imam knjigo jasno pred sabo in govorimo tudi na glas. Včasih se deremo, včasih odvisno od predstave, vaje. Na predstavah smo pa pač za odrom, za portalom, kjer imamo tudi knjigo in spremljamo. Zdaj teksta se veliko zapomniš, ne, ker to neskončno ponavljamo, ne. Tako da ni problem s tem. Treba je pa slediti, no, zelo. Ker tako kot rečem privat, ker se nekaj ne spomniš, mogoče imena ali priimka, ne, zato sem pa jaz, da povem. Ja, in včasih pove tudi tako na glas, da jo sliši kdo v dvorani. S čimer pa ni nič narobe doda. Jaz zmeri tako rečem, ne, tudi če me kdo v dvorani sliši, reče, se smo napisane, a ne? To se pravi, da lahko povem, ker je to se meni zdi čisto normalno, da nekdo, bom rekla, mi rečemo luknjo sem imel, ne, ampak ta luknja mogoče traja par sekund. Njemu, igralcu, se pa zdi, da je to cela večnost, ne. Ja, kot je omenila gospa Neva, šepetalec predstave je zapisan tudi v gledališkem listu. In čeprav je ona že stala na odru Mestnega gledališča, prvič je pela in plesala v muzikalu Dundo Maroje,
je najraje ob odru, za svojim portalom obrnjena stran od publike in s knjigo v rokah. Didaskale se jaz pač prečrtam, zato ker je hitro treba brati, ne? Mislim, govoriti. Aha, kaj so pa klicaji? A so to deli? Pozor. To so te zapleteni deli, kjer pričakujete kakšne zaplete? Ja, tam, ko ima igralec recimo veliko teksta. A ne? Z roko vedno tako sledim. A mi lahko za ilustracijo prišepetate? Zelo na glas, če je treba, ja. Ampak nese glas vedno tja, ne? Nese v dvorano. V pravo smer. Kljub temu, da to delo opravlja že skoraj 60 let, ima na premierah še vedno tremo. Še posebej stresno pa je za šepetavce takrat, ko morajo zaradi odsotnosti kolegov šepetati v predstavi, ki je ne poznajo dobro. Temu se v gledališkem žargonu reče uskok. Ponovadi zato jaz vse premiere gledam, da si približen zapomnim, kako govorijo, ali počas, ali hiter, mizenscene, ampak tako, da imaš eno sliko, no, v glav, ker je grozen, ker prideti, pa ne veš, ne, koliko dolge pauze so vmes, pauzice v tekstu, ne, kje se hakla. Zato tudi, da ne šepetaš, če v bistvu je samo pauza, ne, in je v resnici pozabil igralec. Ja. To se pol zapomniš približen, koliko časa traja. Se pa zgodi, da tudi kaj uide, ne, ali ni treba, da malo dlje drži. Mislim, zelo je dinamično, bomo rekla. Ja, zelo dinamični so tudi muzikali. Pri petju zaradi glasne glasbe namreč ne morejo prišepniti, če igralec pozabi besedilo, so pa seveda v bodru, če gre kaj narobe pri govorjenem delu. Ja, šepetavko Nevo Mauser-Lenarčič gostimo v tokratnem jezikanju in ona izpostavlja tudi, da je za šepetavce zelo pomembno, da dobro poznajo ansambel oziroma posamezne igralce. Povedala mi je, da včasih igralci, ko ne najdejo besed, ne pogledajo v njeno smer, ona mora nekako sama začutiti, da so se izgubili. Usmeriti zvok proti tja. Tako, proti njim, da jim lahko pomaga vsakemu prilagojeno, ne, na stil njegovega igranja, na njegov govor. Zdaj je veliko mladih, so, moram reči, zelo pridni, znajo tekst v nulo skoraj, ne, ampak pri ponavljanju na vajah, ne, se včasih malo zahakla, ampak ve pol naprej. Tako da eni tako, je bila igralka, ki je z ustnic znala prebrati, kot sem je rekla, ne. Je pomembno, da kljub temu, da šepetate, da pa močno artikulirate? Absolutno, to pa je, ja, treba je razločno, lepo, ne. Ja, pa ne samo pa razločno in hitro, kot pravi Neva. Pomembno je tudi, da ima šepetalec nežen glas in da ne govori v dialektu. Je pa na odru vedno več pogovorne slovenščine in vse manj knjižnega jezika, opaža. Razen tam, ki je potreben, to se pravi verzija ali karkoli. Odvisno od predstave same, pa kako se režiser odloči, pa lektorca, tako da... So bili včasih veliko bolj zoprni pri izgovarjavi? Absolutno, ja. Zdaj, jaz velikokrat rečem, joj, kako pa šlampast govoriš. No, s Tadejem upava, da vas midva nisva ujezila s kakšno šlamparijo. Jezikati se namreč še vedno trudimo, kar se da knjižno. In tako naj bi bilo tudi prihodnji teden. Vabljeni, da se nama pridružite.